8. marca praznujemo družbene, kulturne in politične dosežke žensk z vsega sveta. Poleg tega na ta dan poudarjamo pomen doseganja enakosti spolov, za kar si moramo prizadevati tudi vsak drug dan v letu. Korenine praznika segajo v leto 1908, ko so ženske protestirale na ulicah New Yorka in zahtevale konkretne delavske pravice in volilno pravico. Leto pozneje je Socialistična stranka Amerike razglasila prvi nacionalni dan žensk, ki ga danes praznujemo ob obletnici protestov v Rusiji leta 1917, ko so ženske zahtevale kruh in mir. Čeprav smo ženske hvaležne za rože in popuste, smo najbolj hvaležne, kadar se spoštujejo naše pravice. Vprašali smo mimoidoče ženske, na katero pravico so najbolj ponosne. Mislim, da sem najbolj ponosna na to, da sploh lahko volimo, ker to je nekako največja prelomnica bila za pravice žensk. Nekako smo postale takrat, pa ne bom rekla enakovredne moškim, ampak smo vsaj približno tam nekje. Da imam čas zase. Recimo volitve. Well, every right women has. I'm proud of everything. Thank you. Pa na to, da smo se osamosvojili, da smo se pojavili posod, kjer so tudi moški. Da ženske lahko v bistvu same odločamo o sebi. Lepo. Tako. Pravico da lahko volimo. Ponedeljek se je 340 šolarjev po dobrem letu in pol iz nadomestnih učilnic vselilo v novo osnovno šolo Oskarja Kovačiča Škofije. Ja, leto in pol smo bili na teh nadomestnih lokacijah. 9 razredov, računalniška, pisarne, zbornica in tudi telovadbo smo imeli v dvorani Burja. Prvi, drugi razred sta bila v župnišču, tretji v prostorih krajevne skupnosti in četrti dol v zadružnem domu. Tako da to je trajalo do zdaj te selitve leto in pol, dobro leto in pol, je delo potekalo v teh nadomestnih prostorih. In čeprav so bili prostori lepo urejeni, tukaj moram reči, da ja, in da glede na to, kako je v začetku kazalo, ko se je to pripravljalo tisto poletje, so na koncu prostori izpadli zelo prijetno, lepo, ampak utesnjenost se je pa čutila, ne. Ravnateljica šole je zadovoljna z novimi, velikimi in zelo zračnimi prostori, saj bo to odlična pridobitev za učence. Samih prostorov je to fajn, da imamo več majhnih kabinetov, da imamo več majhnih učilnic, da imamo veliko računalniško učilnico, res da nam manjka še nekaj računalnikov, da popolnimo, ker v naši stari šoli je bila računalniška učilnica majhna in je bila tudi število računalnikov temu prilagojeno, tako da upamo, da bomo pridobili kakšnega donatorja za kakšen računalnik, ker drugače ne bo šlo. Potem imamo veliko jedilnico, glede notri skoraj 200 otrok lahko istočasno je. Lepa pridobitev je tudi ureditev prometnega režima tukaj pred šolo, ker zdaj, kar gledamo, kar opazujem, je ta promet bistveno bolj tekoč, res da zdaj še ovira ta cesta, ki se gradi oziroma krožišče, drugače pa je promet bolj pretočen. Res, da smo imeli te dni na pomoči prostovoljce društva upokojencev, pa tudi redarji in policija, da smo malo spremljali, ampak kolikor se je videlo, je to potekalo tekoče. Ko dokončno uredimo knjižnico, bo tudi ta lepa pridobitev. Res, da smo imeli tudi v stari šoli zelo lepo knjižnico, ampak tudi ta bo lepa, velika, prostorna in namenjena različnim dejavnostim. Nad moderno opremljenimi in svetlimi prostori pa so navdušeni tudi učenci, ki so veselje delili tudi z nami. Super, krasna šola je res zelo lepa.
Odlično, novi občutki, nove izkušnje. Glede na to, da smo se 2 leti tam stiskali v dvorani, to so nenavadni občutki. Sem zelo ponosna in vesela, da smo uspeli se še zadnje te 4 mesece, ki smo 9. razred, da izkoristimo to in da gremo na novo. Jaz sem zelo vesela in zelo ponosna na ravnateljico, na šolo, na vse, da je to uspela vse zrihtati. Meni je najbolj všeč, da imamo igrišče iz razreda, da lahko gremo se med odmorom igrati. Meni je najbolj všeč, da je ful velika in je veliko prostora za vse. Meni je najbolj všeč, da imamo končno ključke za omarice. Dragim šolarjem želimo uspešen in prijeten preostanek šolskega leta v novi osnovni šoli. Pretekli teden so divaški svetniki na 3. redni seji podprli postavitev večje sončne elektrarne na območju občine Divača. Potrdili so sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta za umestitev sončne elektrarne ob avtocestnem razcepu pri Divači. Slednji naj bi bil pripravljen do konca leta, ko bodo o projektu ponovno odločali. Zdaj tukaj govorimo o sončni elektrarni velikosti 7,5 MW. In sicer na lokaciji na avtocestnem razcepu Gabrk. Zemljišče, ki je dejansko gre za neko degradirano zemljišče, ki je med avtocesto, v takem trikotniku dejansko. Tako da gre za območje, ki je neke vrste že degradirano, tam grejo tudi elektropovezave, v bližini neposredno tudi RTP. Gre za elektrarno 7,5 MW nazivne moči trenutno, v bistvu so taki cilji, mogoče se bo ta številka tudi spremenila, ampak to pomeni nekje okoli 10 GWh proizvedene električne energije na letni ravni. Sončna elektrarna naj bi začela delovati v roku 2 let in pomeni alternativo vetrnim elektrarnam na območju občine Divača. Vse to pa tudi gre na neko malo širšo zgodbo, kjer dejansko želimo kot občina, kjer ponujamo rešitev, alternativo vetrnim elektrarnam, ker dejansko v občini Divača so aktivni 3 državni prostorski načrti. To skupno govorimo o 100 vetrnicah na srednježeškem območju in krajani so se že 2014 opredelili na referendumu, da so proti temu. Sledi občinski svet s sklepom in tudi prejšnjo leto je občinski svet sprejel sklep o tem DPN Dolenja vas, ki je bil letos potem pač sprejet, da se začne postopek DPN-ja. In zdaj mi kot občina iščemo neko alternativo, s čim to nadomestiti, kar seveda pač zagovarjamo mnenje naših občanov in tudi menimo, da niso vetrne elektrarne primerne za naše območje. In to alternativo vidimo v sončnih elektrarnah večjih. Občina je po pogajanjih z investitorjem družbo Eneris Slo s sedežem na Dunaju dosegla dogovor, od katerega bi imela korist od sončnih elektrarn tudi lokalna skupnost. Na koncu smo prišli do tega, da teh 7,5 MW od tega vrednosti bi 10 do 15% proizvedene energije šla na naša merilna mesta občinskih stavb, oziroma občinskih odjemalcev. To je osnovna šola, vrtec, knjižnica, sama občina, čistilna naprava in tako naprej. Dejansko pač se določijo merilna mesta in dejansko ta energija, ki jo ta del sončne elektrarne proizvede, potem dejansko tele merilna mesta uporabljajo. In potem občina dejansko plača investitorju, ki je lastnik te elektrarne, to proizvodno ceno, ki jo dejansko uporabljajo naše stavbe, po vnaprej dogovorjeni fiksni ceni. In ta cena je pa proizvodna cena, se pravi, da investitor nima nič izkup in ne dobička, je pa zelo znižana. Tukaj govorimo o 40 do 60 evrov na megavatno uro, zdaj pa vemo, da je trenutno kapica 187 evrov na megavatno uro. Tako da dejansko govorimo o precejšnji znižanosti cene, kar pomeni, če pogledamo malo v številkah, občina Divača pač porabi za vse javne zadeve,
ki jih ima v proračunu, kar se tiče porabe elektrike, okoli 200 000 evrov na leto. Zdaj, že samo s tem dogovorom govorimo nekje od 80 do 100 000 evrov prihranka na letni ravni. V občini Divača v prihodnosti načrtujejo izgradnjo še vsaj 2 večjih sončnih elektrarn na 2 lokacijah na degradiranih območjih. Območje ob avtocesti in zapuščeni del kamnoloma Laže. Tam dejansko je možnost postavitve, ocenjujemo tudi do 9,9 megavata in tam bomo pa verjetno šli v skupnostno zgodbo, da bo en del skupnostna zadruga sončna, se pravi energetska skupnost, da bomo lahko pobrali ta del občinske porabe še, ki ga ne bomo tukaj v tej prvi dobili, hkrati pa da bomo ponudili občanom. In da bodo lahko občani bili del te energetske skupnosti in bodo dejansko tudi tisti, ki bo želel biti zraven, dejansko se bomo poznali na položnicah. Potrjeni sklep o pričetku podrobnega občinskega prostorskega načrta za zgraditev sončne elektrarne pomeni korak naprej k zelenemu prehodu divaške občine. Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit v Kopru se je začetka februarja preselilo na novo lokacijo v mestu. Dejansko je društvo nekje okrog 3 leta, recimo, da smo iskali en primeren prostor, odkar smo se preselili iz Ljubljanske ceste, ki smo v času covida mogli zapustiti te prostore. Tako da nekako smo z občino se ves čas dogovarjali, kje bi bili tisti najbolj primerni prostori in smo zdaj končno po 3 letih našli svoj prostor pod soncem. Društvo se je iz začasne lokacije na Ferrarski ulici v Kopru preselilo na Kolodvorsko ulico. V bistvu ta lokacija se mi zdi bolj primerna iz vidika, da imamo tudi več površine zunaj, potem večji dnevni center, tako da smo v bistvu tukaj bolj povezani. Prejšnja lokacija je bila sicer za uporabnike mogoče malo bolj priročna, saj je bila ta v središču mesta. Uporabniki so namreč na prejšnji lokaciji društvo čez dan obiskali večkrat. Ko pa zdaj pridejo, so v društvu par ur in potem grejo naprej. Ja, vsaka sprememba rabi čas, da se več navadimo, tako da drugače pa jaz mislim, da mi je zelo všeč. Predvsem mi je pomembno, da imajo, bom rekla, malo več mira, ker smo bili moteči tudi za okolico in smo se večkrat mogli z sosedi pogovarjati, tako da zdaj imajo tukaj svoj mir in so zadovoljni. Večjih sprememb glede programa pa ni bilo. Ta je namreč še vedno razdeljen na delo v dnevnem centru in terensko delo. V sredo je potekala 3. redna seja občinskega sveta občine Ankaran, ki nam je niso pustili snemati. Zaradi tega žal nimamo več informacij. Če vas zanima, kaj se je dogajalo na seji, predlagamo, da si pogledate zapisnik, ki ga bo, če ga bo, v kratkem objavila občina Ankaran. Pred kratkim smo poročali o protestu sobaric zaradi prezaposlitev na zunanjega izvajalca v hotelih Bernardin. In kot da opozorila sindikatov in celo državnih uradnikov o škodljivosti takega poslovnega modela niso bila dovolj, sedaj nameravajo prezaposliti tudi sobarice v hotelih Life Class, skupine Istrabenz Turizem. In spet na podjetje Aktiva Čiščenje, ki je v postopkih pri inšpektoratu za delo zaradi kršenja delovnopravnih predpisov. In kakopak, strani uprave prihajajo podobne trditve o tem, da se s prenosom dviga kvaliteta storitev. Že slišano in že videno. Logika ne deluje. Sicer v Istrabenz Turizmu trdijo, da končne odločitve o prezaposlitvi 50 sobaric še niso sprejeli, ter da podrobno spremljajo in preučujejo stanje, karkoli to že pomeni. Četrtega marca so na maratonskem 38-urnem zasedanju v New Yorku članice Združenih narodov sprejele besedilo mednarodno pravno zavezujočega instrumenta o pomorskem mednarodnem pravu glede ohranjanja in trajnostne rabe morske biotske raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije. Preprosteje povedano, gre za sporazum o zaščiti in ohranitvi svetovnih oceanov do leta 2030. Na dvotedenskih pogajanjih so sodelovali tudi predstavniki slovenskega Ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter Ministrstva za naravne vire in prostor.
Morja in oceani namreč niso pomembni le z vidika biotske raznovrstnosti, ampak kot celota zagotavljajo človeštvu neprecenljive gospodarske, socialne in ekološke koristi. Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu je bila sicer sprejeta že leta 1982 in velja za ustavo oceanov, vendar je področje zaščite urejala pomanjkljivo. Sporazum bo pravno urejal področje morske biotske raznovrstnosti na odprtem morju. Odprto morje je pač morje, ki ni del notranjih morskih voda, ni del teritorialnega morja, niti izključnih ekonomskih con nobene države. Torej gre za vode, ki so pač zunaj suverenosti, zunaj nacionalne jurisdikcije oziroma morje, za katerega bi lahko rekli, da pač pripada vsem nam, vsem državam. In v teh vodah so pač vse države, tako tiste, ki pač ležijo ob samih morskih obalah, kot tiste, ki sploh nimajo stika z morjem, uživajo svobode odprtega morja. Zdaj, svobode odprtega morja pa vključujejo tako svobode plovbe kot ribolova in svobodo znanstvenega raziskovanja. In v bistvu ravno to dejstvo, obstaja teh svobod, je dejstvo, ki je privedlo do tega, da je bil pač seveda velik pritisk na izrabo in na uporabo tega območja in to je pripeljalo do nujnosti, da se to območje tudi bolj zaščiti. Območja izven nacionalne pristojnosti neodprta morja pokrivajo skoraj 2/3 svetovnega oceana in ta vsebuje morske vire in biotsko raznovrstnost, ki človeštvu zagotavlja neprecenljive koristi. Vendar pa so že desetletja ta območja pod vedno večjim pritiskom zaradi onesnaževanja, prekomernega izkoriščanja tako morja na podnebnih sprememb in vse skupaj rezultira v zmanjševanju biotske raznovrstnosti, ne samo v teh odprtih oceanih, ampak v vseh morjih. Ključni instrument zaščite je razglasitev morskih zavarovanih območij in širše varovanih območij. Slednja bodo namenjena nadaljnji rabi morskih virov z omejevanjem določenih vrst rab in posegov, ki morajo biti trajnostno naravnani, zavarovana območja pa bodo prednostno služila ohranjanju ogroženih vrst in ekosistemov. Tam bo omogočena le raba, ki ne bo v nasprotju z varstvenimi cilji. To je tudi ključna stvar, ki je potrebna, da teh 60% oceana ustrezno zaščitimo do leta 2030. Dokler seveda precej dolga pot, ker ta območja bodo morala biti najprej predlagana, potem morajo iti skozi določen postopek in na koncu se morajo države na zasedanjih pogodbenic s tem strinjati. Tu je bil dosežen napredek v to smer, da je to strinjanje zdaj možno tudi z preglasovanjem, recimo. Ker pač nekako vemo, da nekatere države bodo zelo težko pristajale na zavarovana območja v določenih delih oceana. Predmet pogajanj so bili tudi morski genski viri, zlasti z vidika delitve poštene in pravične koristi, ki izhajajo iz njih. Sporazum ureja tudi komercializacijo genskih virov za potrebe medicine, farmacije in drugih dejavnosti. Pomemben del pogajanj je bilo tudi zagotavljanje financiranja izvajanja sporazuma, zlasti za države v razvoju, ki naj bi v prihodnosti ohranjanje oceanov financirale iz koristi, ki izhajajo iz genskih virov, do takrat pa jim bodo s prispevki pomagale razvite države. Sporazum bo reguliral tudi izvajanje posegov na varovanih in zavarovanih območjih oceanov. Kako pa sporazum komentirajo na morski biološki postaji v Piranu? Ta sporazum pravzaprav vpliva na vaše delo oziroma ali boste morali implementirati kakšne nove ukrepe? Na to vprašanje težko odgovorim, ker jaz mislim, da je to verjetno vprašanje za pravnike, kako en sporazum na tako visokem nivoju potem implementirati v nacionalno zakonodajo in sploh kaj to pomeni v bistvu za taka območja, ki niso pod nikogaršnjo jurisdikcijo. Z strokovnega vidika pa lahko rečemo v bistvu to, da čeprav so to oddaljena območja, v bistvu gre za odprta morja, tam 200 metrov, 200 navtičnih milj stran od obalne črte in še dlje, ampak
delno seveda pa to vpliva tudi v bistvu lahko na naš obalni ekosistem, zaradi tega, ker gre pri morjih in oceanih za brezmejna območja. Se pravi, je tu ena velika povezljivost in kar se dogaja v enem delu sveta, potem lahko vpliva tudi na naše majhno morje. Predstavlja tudi eno tako moralno obvezo, da se zavedamo, da so oceani nekako ne last, ampak v bistvu dobrobit za celotno človeštvo. In tako da lahko tudi na tem, v našem morju, v bistvu s podobnimi ukrepi, potem prispevamo k zdravemu morskemu ekosistemu, kar nam potem daje tudi dobre ekosistemske storitve. Zanimalo nas je še, ali obstajajo podatki, da naše smeti lahko končajo v svetovnih oceanih. Mislim, da ja, zaradi tega, ker poznamo v bistvu te stalne površinske tokove, vemo, kako gredo. V bistvu tu gre za ta izhodni tok iz Jadranskega morja vzdolž italijanske obale in potem naprej z glavnimi površinskimi tokovi. Seveda tu na tej mikroskali vplivajo še kakšni drugi tokovi, plimovanje in tako naprej. Moji kolegi oceanografi bi znali več tukaj kaj povedati, ampak ja, mislim, da nekje tudi naše smeti v odprtem morju končajo. Pravno-formalna zaščita svetovnih oceanov naj bi bila torej implementirana do leta 2030. Ali bo svet za to dovolj enoten, pa bomo še videli. Ornitologi Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije so na področju Kraškega roba in okolice zabeležili kar 16 območij gnezditve sove velike uharice. Velika uharica je redka in ogrožena vrsta ptic in velja za največjo ptico v Sloveniji. Velika uharica, kot sova, je zelo redka in ogrožena vrsta. V Sloveniji imamo malo, cirka 150 parov. Glavnina populacije je v nekih območjih, kjer je veliko odprtih površin, pa veliko skalovja. Zato je Kras zelo primerno območje zanjo. Mi jo tukaj spremljamo že 25 let, ravno zaradi tega, ker ugotavljamo, kako ji gre, kako ji lahko pomagamo. Veliko smo se v tem času naučili in zaradi tega tudi ta popis gugalnico vsako leto izvajamo. Sova uharica živi v gorskih gozdovih Evrope, Severne Afrike in Azije. Je tudi ena največjih evropskih sov, saj zraste do 65 cm v dolžino. Prepoznamo pa jo predvsem po naglavnih čopkih perja, ki izgledajo kot uhlji, in živo-oranžnih očesnih šarenicah. Je nočno aktiven planilec, ki se prehranjuje z manjšimi glodavci. Zakaj pa je pravzaprav ta vrsta ogrožena in kaj jo ogroža? Vrsta je najbolj ogrožena zaradi dveh dejavnikov. To je zelo plaha vrsta in zelo neugodno odreagira na človeka v gnezdiščih, skalnih stenah, zato pride v konflikt z športnim plezanjem v skalnih stenah. Druga stvar, ki jo pa zelo ogroža, so pa srednje napetostni daljnovodi, ker je to velika vrsta in rada lovi spreže, se usede na te daljnovode in velikokrat pride do elektroudara, ki je zanjo poguben. Torej, to beležite veliko smrti zaradi daljnovodov. A je mogoče tudi kakšna rešitev? Obstaja kakšna rešitev, da bi se temu izognili? Ja, obstaja. Mi smo to tudi uspešno aplicirali znotraj projekta za Kras. Se pravi, obstajajo neke izolativne kape, ki smo jih namestili zelo obsežno. Se pravi, znotraj projekta smo uspeli sanirati več kot 1200 stebrov elektrike. In zelo veseli smo, ker so rezultati že vidni. Se pravi, dejansko gre uharicam na tem območju boljše. Letošnji popis je pokazal, da je številčnost parov velike uharice narasla in je največja v zadnjih 25 letih. Ocenjena populacija je cirka 150 gnezdečih parov v celi Sloveniji. Zdaj na Krasu je seveda posledično manjša številka. Na tem popisu smo uspeli v enem večeru popisati 14 teritorijev velike uharice, kar je rekordno. Ravno to so eni taki zelo lepi dokazi, da ta reševanje elektrokucije, se pravi električnih udarov na daljnovodih, da je uspešno. Kakšen pomen pa ima velika uharica za naš ekosistem? To je pač eden od glavnih plenilcev v ekosistemu, se pravi je generalist, vrsta
kar se hrane tiče, je oportunist, kar pomeni, da se hrani z najlažje dostopnim plenom. V ekosistemu so te vrste zelo pomembne za funkcioniranje. Skratka, opazili smo zanimiv ob pojavu glodavcev na nekih predelih farm, so osebki, ki smo jih spremljali s telemetrije, takoj šli tja. Skratka, vse te odzive uharice takoj zaznajo in bi rekel blažijo neke ekstreme v naravi. Vrsta je pa tudi vrsta evropske naravovarstvene pozornosti, je Natura 2000 vrsta in smo jo zaradi tega dolžni varovati. Društvo za preučevanje ptic ima na 2 gnezdiščih že 4. leto nameščeni kameri, ki v živo spremljata dogajanje. In kaj se tam zdaj dogaja? Ja, 2 kameri snemamo, zdaj smo tik pred začetkom gnezditve, se pravi, če boste gledali kamere zdaj ob večernih urah, tam okrog 6. do 7. boste že videli prisoten par ali pa en osebek na kameri, predvsem na drugi, spodnji. To je zdaj obdobje tik pred gnezditvijo, ko so uharice izredno pozorne, kje bodo gnezdile, obiskujejo že te gnezdilne police in v naslednjem recimo tednu do 2 pričakujemo začetek gnezditve z jajci. Kakšne vrste gnezda pa naredi velika uharica? Ne spleta gnezda, vedno samo v podlago skoplje eno tako plitvo jamico. Zaradi tega niso vse police in luknje v skalnih stenah dobre. Boste videli na kamerah spodnja zelo tipična skalna votlina z nekim substratom, peskom na tleh, medtem ko druga polica izredno široka, na kameri to sploh ne izgleda kot polica, ampak kot en delček gozda, ker bi rekel se polica konča šele čez 2 metra in je naprej skalna stena. Zelo pomembno je, da talni plenilci, kot so divji prašič, kuna, jazbec, ne pridejo do gnezda. Zaradi teh specifičnih potreb za gnezdenje sta najbolj tipična področja naselitve velike uharice v Sloveniji Kraški rob in Vipavski rob, kjer je veliko odprtih površin in skalovja. Kako pa se z ohranjanjem te vrste odrežejo v drugih evropskih državah? Vrsta je zelo različna številčna po Evropi, se pravi, mi prekašamo države načeloma proti severu. Zelo dobre populacije ima pa ta vrsta proti Mediteranu dol, se pravi cela Dalmacija. Mi smo ravno zaradi tega, ker je to vrsto potrebno varovati in ker je to tipičen problem vznemirjanja in daljnovodov, začeli širiti to našo gugalnico in ozaveščanje in lahko rečemo, da se zdaj iste akcije zrcalno pojavljajo že v Italiji, na Hrvaškem, celo v Črni gori. Skratka, zavest o varovanju uharice uspešno preskakuje države. Kot pravi Mihelič, samo popisovanje uharice ni zahtevno, zato k njemu vsako leto vabijo tudi novince, ki se lahko pridružijo akciji Varuhi velike uharice. V tem času se namreč uharice tipično oglašajo ob večernem mraku in potrebno je biti na točki, zato je pomembno, da je popisovalcev veliko. Ob zadnjem popisu je bilo prisotnih čez 160 popisovalcev, kar je omogočilo natančnejše podatke. Konec lanskega leta je izolska občina odprla prenovljeni ribiški pomol. Smisel prenove, poleg zastarelosti starega pomola, je bil v tem, da se vsaj delno prepreči poplavljanje. Zato so zvišali obalo in valobran, uredili protipoplavno zaščito bencinskega servisa za plovila ter namestili podzemne zbiralnike. Kaj kmalu po obnovi pa so se razširile informacije, da z novim pomolom vendarle ni vse prav. In tudi med prebivalci se mnenja o pomolu krešejo. Vsi se sicer strinjajo, da je bila prenova potrebna in vsi se strinjajo, da so bili podzemni zbiralniki na pomolu napačna odločitev. Glede ostalega pa so mnenja deljena. Ja, mislim, da je bila potrebna, ja. In tudi po 12 letih borbe z občino smo dobili končno infrastrukturo, ki si ribiči zaslužimo. Sam tudi meni, da je pomol funkcionalen, glede smeti pa deli mnenje z ostalimi mimoidočimi. Mislim, da ribiči smo zadovoljni s tem, kar so naredili zdaj, kar se tiče izvedbe tehnične stvari, to pa ne bi vedel. V glavnem je funkcionalno, kar se nas tiče. Samo si povedal prav, potopne. Zraven narediti kaj takega, zraven morja, ne vem, koliko je to smiselno in mislim funkcionalno. Mislim,
Seveda pač gladina morja raste in ti jo ne moreš ustaviti, tako da ne vem, kdo si to zmislil, ne vem, če je to najbolj primerna lokacija za to. No. Glede učinka protipoplavne zaščite pa? Poplavljajo bo sigurno še. Ne toliko kot prej, kot pravim, ker je zvišen pomol, ampak en korak več se je naredilo. No. Tudi Alen Pušpan deli mnenje o tem, da je bila prenova potrebna. Sigurno je bila potreba prenova, mislim, da je treba stvari, ki jih imamo od danih od preteklosti obnavljati in skrbeti za njih. Nujno potrebno je to, kar delajo zdaj, dvigniti del pomola oziroma skleniti obalo iz urejene nabrežine, do Sončnega nabrežja, do Mandrača, zato ker je ta višina, se pravi po pravilu te višine, pomembno, da nas ne poplavlja tako, to ja. Drugače pa so določene stvari, ki pa niso všeč. Ja. In tudi mnenje glede podzemnih zbiralnikov smeti je podobno ostalim sogovornikom. Sigurno, in to povem, je umeščanje, bom rekel, smeti na sam rob Mandrača, mislim, da je res popraviti se da, mislim, da je nesprejemljiva rešitev, tako da bi se morali zamisliti tisti, ki je to dovolil, bom rekel, in glavno, kar rečem, Zavod za spomeniško varstvo, da kaj takega dovoli, je nesprejemljivo. Meni pa, da sam dvig pomola ne bo imel protipoplavnega učinka. Pomol sam kot protipoplavna zaščita sam nima nobenega efekta in to vemo vsi, zato ni treba biti dosti pameten, ker je pač treba obalo v celoti dvigniti in skleniti cel krog, če želimo, da otok ne bi bil poplavljen in to zagotavljati potem z nekimi dodatnimi črpalkami. Sam pomol pri temu ne pomaga nič. Tako da in tudi to, da so valobran z tako visokim kamenjem, oziroma tako visokim nivojem kamenja, ki so ga nanesli, mislim, da ni bilo to potrebno, ker so pač skrili veduto morja in mislim, da je tudi ena izmed takih velikih napak, ki so se zgodile v tej obnovi. Torej, če se sogovorniki strinjajo, da je bila prenova potrebna, so mnenja deljena glede tega, ali bo obnova pomola dosegla svoj namen, to je preprečitev poplav. Vseeno bo za kaj takega potrebno poseči po drugih rešitvah. Tako kot številne pred nami so se ženske tudi letos 8. marca odpravile na ljubljanske ulice in zahtevale spopad s patriarhatom, ki je še vedno prisoten v naši družbi. Na ulicah pa niso bile same, saj se jim je pridružilo tudi veliko število moških. Čeprav danes nismo več tako zatirane kot nekoč, še vedno živimo v družbi, v kateri smo ženske velikokrat izkoriščane, ponižane in dojete kot lastnina moških. Ustaviti moramo predvsem nasilje, ki sega od spolnega nasilja do femicidov, ki jih je bilo lani v Sloveniji kar 12. Prav tako se moramo spomniti žensk, ki še vedno nimajo niti pravice stopiti ven in se boriti za svoje pravice. To je zanimiva izbira, kot jo. Na Instagramu ga objavljam. A ja, mi je všeč. Ja, veš kako vam to letelo pritil za bolj ljudmi, ki zadeleč, pa kako bi kaj pomno to pa naprej. Kaj dogaja? Kje dogaja? Kdaj dogaja?
Na obali. Pozdravljeni! Če vas zanima, kaj se bo kaj te dni dogajalo na obali, ste na pravem mestu. V soboto 11. marca bosta na odru Centra mladih Koper nastopili dve glasbeni skupini. Broken Lock, belokranjski alternativni progresivni kvartet iz Črnomlja, ki je novembra izdal svoj 5. studijski album Postmodern Songs. Skupaj z njimi pa bo nastopil še krški bend Suzi Soprano, katerega težki rockerski zvok temelji na kitari, basu, težkih bobnih in vokalistu. Istega večera, torej v soboto, pa se bo ob 9. uri v baru Hangar pričel koncert reperja Jacuzzi Kralja. Glasbene zamisli bo na odru predstavil ob spremljavi svoje ekipe Jacuzle. Slabo leto nazaj je izdal nov album Preprosto najtežji, na kateremu nadaljuje s kritiko sodobnega vsakdana. V sklopu turneje Festivalič smeha pa 12. marca v Auditorij Portorož prihajajo Ičkoti. Gre za stand-up komedijo Denisa Avdića in še 4 priznanih komikov, katerih priimek se pač konča na ič. Prva predstava bo potekala ob 17. uri, naslednja pa se prične ob 8. zvečer. V ponedeljek pa ste ob 19. uri vabljeni v Mediadom Pirani. Tam se bo z novim albumom Astor predstavil Fabro Turk Eternal Duality. Album sestavlja 9 kompozicij argentinskega skladatelja Astorja Piazzole, ki sta se jih glasbenika lotila v redko slišani kombinaciji klasične kitare in klarineta oziroma saksofona. V torek 14. marca pa se bo v kavarni Lodža ob 18. uri odvil pogovorni večer. Na večeru bodo razpravljali o Euroviziji z gostoma Bojanom Cvjetičaninom, pevcem skupine Joker Out, ki bo Slovenijo na Euroviziji zastopala letos, in glasbenim producentom Andrejo Flegom. Razprava bo temeljila na glasbi, njeni moči in vprašanju, kako nova generacija s pomočjo glasbe išče lepše načine sobivanja. V sredo 15. marca, na Nacionalni dan možganov, pa se teden možganov prične tudi v Kopru, tokrat na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Rdeča nit letošnjega dogodka na koncu jezika bo s predavanji in delavnico v Kopru odprla vprašanje o razvoju, vlogi in pomenu jezika. Ob 17. uri bo v avli potekalo predavanje Vesne Jug po imenu Gesta podaja roko razvoju jezika. Pojasnila bo, kako z gestami zadovoljiti komunikacijske potrebe otrok in kako z uporabo gest učitelji dosežejo večjo učinkovitost pri svojem delu. Ob 18. uri, prav tako v sklopu tedna možganov, pa se pričenja delavnica ustvarjalnega pripovedovanja, ki tudi poteka v avli fakultete. Na njej lahko izveste, kako se človeška potreba po pripovedovanju zgodb manifestira v današnjem času in kaj nam nudi. Dr. Barbara Baloh in Samantha Kobal vas boste naučili razčlenjevanja pripovedi. Spoznali boste koncepte, kot so pripovedni trikotnik, protagonist in glavni pripetljaj. Istega dne, prav tako ob 18. uri, pa bo v Kulturnem domu Izola predstavitev knjige Dolga je pot. Gre za knjigo izolske avtorice Alide Klemenčič. Pogovor o knjigi, v katerem bodo razkrili težave, s katerimi se srečujejo osebe po poškodbi glave, bo pospremljen tudi s kulturnim programom. Vsi, ki si svoje otroke želite spoprijateljiti z branjem, pa ste ob 17. uri vabljeni v osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper. Tam bo potekalo predavanje Ines Sulič, magistrice inkluzivne pedagogike in zgodnjega učenja ter učiteljice na osnovni šoli. Slogan dogodka je namreč naj bo branje zabava, ne težava. Naslednjega dne, 16. marca, se nadaljujejo predavanja na daljavo v sklopu tedna možganov. Prvo predavanje Osnove razvoja možganov se bo pričelo ob 17:30 in bo temeljilo na najnovejših metodah za proučevanje možganov. Ob 18:30 pa bo sledilo predavanje dr. Irene Hočevar-Boltežar po imenu Transspolni glas in govor. Predstavila bo biološke vzroke za izzive, s katerimi se srečujejo transspolne osebe v procesu tranzicije, ko iščejo ustrezen glas in govor skladen z njihovim občutenim spolom. 17. marca v petek pa bodo v Centru mladih Koper nastopili Luma in kvartet Ingrid Šuler. Luma je mlad ljubljanski duet, ki ga povezuje ljubezen do mešanja različnih slogov popa in alternativne glasbe. Ingrid Šuler pa so dolenjski psihadeliki z afiniteto do shoegaza, gotskega new wavea in synth popa. Istega večera pa se bo v klubu izolskih študentov in dijakov odvil Punk v Kišti. Ob 9. bodo namreč nastopili Bajta 23 iz Novega mesta in obalno-ljubljanski grunge band Sick Breed.
To bo iz moje strani vse, se vidimo naslednjič.